V zadnjem tednu je Amerika Islamsko republiko bombardirala več kot 300-krat. Trump pravi, da je premirje mrtvo, režim označuje za izmeček. Zakaj se torej pogovori še vedno odvijajo? Ali se Trump pripravlja, da dokonča delo, ali pa bo Islamski republiki ponudil še eno rešilno bilko? Vse to bomo zdaj razčlenili v oddaji Quod. Dobrodošli nazaj v oddaji Quod na JNS-TV. Tukaj sem z Bela Miruti, v studiu pa se nam je ponovno pridružil Daniel Reinsbalding. Zelo smo te pogrešali. Flair je še vedno v tujini, a se nam bo kmalu spet pridružila. Ta teden pa govorimo o Islamski republiki Iran in o tem, kaj se dogaja na terenu. Poglejte, kaj je predsednik Trump povedal v zadnjih dneh. Sinoči smo jih močno bombardirali. To so zelo zlobni in bolni ljudje. Zadnji dan smo imeli sestanke z njimi. Včeraj so se strinjali s sporazumom. Popoln dogovor za nas. Nič jedrskega, nič tega, nič onega, ničesar. Vse so opustili. In potem so zapustili sobo. In potem so v eni uri izstrelili dron na ladjo. Rekel sem, vi ste bolni ljudje. Ste bolni ljudje. Glede Irana, ali je premirje končano? Je premirje mimo? Je memorandum o soglasju mrtev? To je sasvim seriousni pravo postiče. Po mojem je konec. Nočem se več ukvarjati z njimi. So izmeček. Veš, kaj je izmeček? So izmeček. So bolni ljudje. Vodijo jih bolni ljudje. In so zlobni, nasilni ljudje. In če bi imeli jedrsko orožje, bi ga uporabili. Kar se mene tiče, je konec. Pogovoril se bom z našimi pogajalci. Ukvarjati se z njimi je izguba časa. So lažnivci. Nekaj ni v redu z njimi. So nori. Kot lahko vidite, Trumpu res ni všeč, kar se dogaja. Nočem reči, saj sem vam rekla, ampak nekako ravno to govorim, ker smo vas na to opozorili. Kakšno je tvoje mnenje o vsem tem, Ruti? No, mislim, da predsednik Trump, dobivamo vrtoglavco, ker en dan reče eno, naslednji dan drugo in potem spet nekaj tretjega. Ampak trenutno je bil zadnjih nekaj dni precej dosleden v tem, kar govori. In prav tako pa pravi, da pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner še vedno vidita priložnost. In če želita poskusiti, ne poskusita, ampak jaz ne vidim možnosti. In če sklenejo dogovor, če Islamska republika sklene dogovor, ga ne bodo spoštovali. Trump ve, on to ve. Ampak tukaj je težava. Ko nekaj z gotovostjo veš, moraš glede tega tudi ukrepati. Zdaj pa on nekaj ukrepa glede tega. Bombardira zgradbe, bombardira izstrelitvene naprave, ampak ne vodi popolne vojne. Ne želi si tega, to je jasno. Tudi sam je to povedal. Dal bi prednost diplomaciji. To ne bo delovalo. In veliko ljudi predlaga, da mora samo zdržati do vmesnih volitev, novembra, potem pa bomo videli. Osebno mislim, in če bi ga svetovala, bi rekla, poslušaj, bolje je za vmesne volitve, če dosežeš zmago. Američanom je všeč zmaga. Tudi tisti, poslušaj, poznam republikance, proizraelske republikance, ki so mi rekli, bili smo proti vojni, ampak če smo že v vojni, jo moramo zmagati. Prav. In mislim, da je napaka predvidevati, da mu bo najnižji skupni imenovalec protivojnega gibanja pomagal na vmesnih volitvah. Ja. Tudi jaz tako mislim. Mislim, da je to ena mojih kritik. Mislim, da je to zgrešeno. Razumem, da so vmesne volitve zanj velika stvar, ampak resnično to samo igra v roke režimu. Obstaja tudi še en dejavnik v tej zgodbi, ki je prišla na dan ta teden, in sicer načrt atentata. Ja, veš, izvedeli smo iz Wall Street Journala 9. tega meseca, mislim, da je bilo tako, takoj po vrhu NATO v Turčiji, da je obstajala konkretna zarota za atentat na predsednika ZDA. To je na koncu nekoliko spremenilo njegove načrte, ali kje je bil oziroma kako je odšel, mislim, iz Turčije. O tem v resnici ne vemo veliko več podrobnosti, vendar smo videli njegov odziv na to, ko je govoril o tem, da je 1000 raket usmerjenih v Islamsko republiko. Zelo močne besede strani Trumpa. Imamo video o tem. Poglejmo si ga. Ker so potem verski voditelji in pravniki to nečisto bitje omejili in ga naredili za nekaj prepovedanega. Potrebujemo mehanizem, ki bo začel delovati oziroma to prepoved uveljavil. Potreben je mehanizem, ki bo začel delovati
in bo ta fetva zagotovo uresničena. In ta zadeva ni tukaj, to je nekaj, kar ljudje razumejo. Kje so, dokler gre za usodo Združenih držav? Ne vem, zakaj ta opaska o EZ, saj imajo radi komuniste, ampak pustimo to. Kakorkoli, odločeni so izvesti atentat na predsednika ZDA. Vemo, da so že večkrat poskušali. Bellamy, kakšen je vaš odziv na vse to? Mislim, kdo pa ne mara podgane v ženski upravi? Kot da bi poslušala ali sprejemala nasvete od česa takega. Mislim, da je noro živeti v takšnem času, kjer je to dobesedno tisto, kar otroci poslušajo in na čemur odraščajo. In da mlajša generacija za to se zavzema. To je dejansko tisto, kar si želijo. In tudi ne razumejo, na primer, ameriški otroci, ko jim moram reči, ali razumete, da je varnost voditelja svobodnega sveta, vrhovnega poveljnika, tudi vaša varnost. Ni razumevanja o tem, kako dejansko to deluje na različnih ravneh. Meni ni jasno, kako lahko mislite, da zarota za umor vašega trenutnega predsednika, ne glede na to, ali vam je všeč ali ne, vas in vsakega ameriškega civilista po svetu ne spravi v nevarnost. Ja, v zadnjem času je kot nekakšno tiho odobravanje političnega nasilja. In veste, mislim, da bi rekla, da veliko tega prihaja od ljudi, kot je Hasan Piker in skrajne levice, ki je nekako normalizirala to retoriko. In potem vidimo reakcijo tudi na drugi strani. In postaja zelo, zelo nevarno. Ampak, veste, Islamska republika je bila vedno zelo, zelo predana temu, da cilja na zahodne voditelje in izvaja atentate nanje. Ta del pravzaprav ni nov. Ampak, veste, videli smo na pogrebu, videla si prizore, Daniel, noro, preprosto. Na vsaki stavbi je pisalo, ubili bomo Trumpa. Obsesivno, obsesivno. Morda bi morali postati komentatorji v oddaji The View. Morda. Po mojem mnenju sta ZDA in Izrael popolnoma usklajena. Mislim, da je ta administracija, veste, mislim, da je to najbolj cionistična administracija, kar smo jih imeli. Mislim, da se v ozadju dogajajo stvari, za katere ne vemo, ki so nekako upočasnile dogajanje, ampak svet je bil v bistvu v ognju. Veliko so morali postoriti, morali so zavarovati mejo, morali so deportirati, začeti deportacijo milijonov ljudi, ki so nezakonito vstopili v državo. In potem govorimo o tem, da iransko ljudstvo drži kot talce Islamska republika, ampak Evropa je prav tam z njimi. Ta vzpostavljena infrastruktura, to, koliko spečih celic mora biti v Evropi, tega sploh ne morem dojeti. Kot naprimer v moji stari soseski v Evropi, v Berlinu, so razkrinkali celico ISIS. In tako, bil sem v Evropi zadnjih nekaj mesecev. Katar in Al Jazeera sploh nista problem. To je zdaj že nacionalna novica. Otroci, ki grejo na te flotile, se vrnejo v Belgijo in jih 1 uro intervjuvajo na nacionalnih novicah, kjer samo lažejo o Izraelu. Tako je subverzija Zahoda in radikalizacija Zahoda preprosto šokantna. Ja, kot da so prevzeli vso to skrajno retoriko, ki je bila v njihovi kulturi tako normalizirana. In namesto, da bi priseljenci, ki prihajajo na Zahod, želeli sprejeti zahodne vrednote in se vključiti v družbo, so s seboj prinesli vse najslabše iz svojih družb. Res je zaskrbljujoče, kar vidimo. Še huje od tega so starši iz držav iz tretjega sveta, vem, da tega naj ne bi smela reči. Iz muslimansko prevladujočih držav, ki se priselijo, bodisi zakonito ali nezakonito, v druge zahodne države, da bi njihovi otroci dobili izobrazbo na Zahodu in imeli boljše življenje. In otroci, in takih primerov je veliko, otroci hodijo v lepo šolo, v lepem okrožju, na poti domov pa se ustavijo v lokalni mošeji in se radikalizirajo. Ti starši so želeli iti v Britanijo ali Amsterdam, kjer, veste, želijo iti nekam, kjer njihovi otroci ne bodo odraščali v revščini in z, veste, islamistično ideologijo. In glej ga, zlomka, na Zahodu se radikalizirajo. Res je zaskrbljujoče, kar vidimo, in vedno znova gledamo isto zgodbo. In mislili bi, da se ekstremizem dogaja, veste, v krajih kot je Iran, ker so indoktrinirani z istimi stvarmi. Ampak vidite, da iransko ljudstvo to zavrača.
Popolnoma so proti temu. Torej vidite tiste zastave, izraelsko in ameriško zastavo, in hodijo okoli njih. Medtem ko imaš na Zahodu celo novo generacijo ljudi, ki podpirajo politično nasilje in mislijo, da je to prava pot naprej, kadar se z nečim ne strinjaš. In to je res islamističen način razmišljanja. Veš, če se ne strinjaš z mano, je potem v redu, da te ubijem. Zelo sem zaskrbljena. Ko govorimo o tem, kaj je pravi privilegij biti zahodnjak, in to sem spoznala, ko sem se preselila v ZDA. Nisem se zavedala, kako privilegirani so ljudje, tudi v svojih najslabših situacijah. Ker sanđariti in hrepeneti po takšnem življenju, ter po tako skrajnem načinu razmišljanja, podpirati politično nasilje in podobno. Ne glede na to, vam je všeč ali ne, Sigi Flicker je to najboljš povedala, zdaj pa preklinjala celo populacijo, kos. Če si želiš biti v takšni, primitivni, stari dobi, potem hrepeniš po nečem, kar je v tvojem življenju temeljno narobe. Ni kriv samo izobraževalni sistem, niso krive samo skupnosti, niso samo, voditelji, ki jih imamo. Nekaj je šlo popolnoma narobe. In žal gre v to smer že kar nekaj časa. Zdaj je na zaskrbljujoči točki, kjer smo že dolgo časa opozarjali in ponavljali, da je nekaj narobe. Nekaj je narobe. Nekaj je narobe. Nekaj je narobe. In zdaj jih moramo skorda deradikalizirati, ker so radikalizirani. Ja, radikalizirani so. No, in to je ena od strategij islamistov, da ciljajo na levico, ker običajno nimajo najboljšega občutka za moralo, kaj je prav in kaj narobe. In tudi z njimi je zelo lahko manipulirati. Veliko indoktrinacije poteka preko umetnosti. Tako da gre skozi. Poezija. Zato so vedno podobe Ruth in Olk. Veš, zanimivo je, da to rečeš za poezijo, ker je eden najbolj viralnih videoposnetkov s Kamenejevega pogreba bil recital pesmi o tem, kako je dolžnost vsakega, da ubije predsednika ZDA. Wow. Ja, res je. To uporabljajo kot način za spodbujanje radikalizma. Vidimo to tam, pa tudi na Zahodu. Ampak rada bi se vrnila k temi atentata, ker bi res rada razpravljala o tem, kaj mislimo, da se bo zgodilo. Ali misliš, da je Trump izjavil, mislim, da imamo točen citat, Islamska republika Iran nas je prosila, naj nadaljujemo pogovore. S tem smo se strinjali, vendar so Združene države Amerike jasno povedale, da je premirje končano. Z velikimi črkami. Končano. Kaj to pomeni, Ruti? Kaj se bo zgodilo naprej? No, tudi Islamska republika je rekla, da je konc. Pogajanja to govorijo že od začetka. Halibaf je rekel, da ni ničesar in da so kršili memorandum o soglasju in vse te neumnosti. In predvsem je njihov zadnji izgovor ta, da imata Izrael in Libanon dogovor in dogovor, da se Libanon znebi Hezbolaha. In po mnenju pogajalcev Islamske republike Iran to krši memorandum o soglasju, ker je Hezbolah seveda podaljšek Irana in to vpliva na nas. Torej, bistvo tukaj je, da je vse to samo bla, bla, bla. In eno stvar vemo, mislim, da jim bo uspelo atentirati predsednika, ampak poskušajo ustvariti nekakšno enačenje. Prav. Khameneja je mimogrede ubil Izrael. Čeprav Trump vem, da si pogosto pripisuje zasluge za to. Ampak ideja je, v redu, recimo, da smo zavezniki ubili njihove voditelje. In zato imajo oni pravico ubiti naše voditelje, da ne omenjam drugih ljudi, kot je Ben Shapiro, ki ni voditelj države. Torej, in to je velik problem, ker neumni levičari temu verjamejo. Veš, tako kot nasedajo tudi argumentu, da če ima Izrael jedrsko orožje, zakaj ga potem Iran ne bi smel imeti? To je neumnost, ampak rada bi povedala, da se je to prvič zgodilo, ko je Ajatola Homeini prevzel oblast v Iranu, leta 1979. Veš, takrat sta se zgodili dve stvari. Poleg tega, da je bil Jimmy Carter predsednik in je bil popolnoma nemočen, kot da ni mogel ničesar storiti in podobno. Ko se je to zgodilo, bi lahko rekli, da so bili ljudje, Američani, nekako presenečeni. Poleg tega pa takrat ni bilo interneta. Danes bi si mislili, da bi z internetom in zavedanjem, kaj se dogaja, več ljudi razumelo, kako grozno je namesto manj ljudi. Rekli ste, da je zanimivo,
kako Iranci kljub indoktrinaciji niso zadovoljni z režimom. Morda je to zato, ker so Iranci, ki so se po prevzemu oblasti Homeinija preselili v Ameriko, ostali odločno prozahodni. Da. In to je drugače kot levičari na univerzah in drugače kot priseljenci iz arabskih držav. In to bi lahko pomenilo, da prihaja podpora od Irancev na Zahodu. Vidiš jih, kako prihajajo na proteste proti režimu, ne zanj. Mislim, vsi vidimo veliko denarja iz Islamske republike Iran, pa tudi iz Katarja, ki se vliva v levico, še posebej v Ameriki. Vemo iz ameriških obveščevalnih poročil, da je bil Iran vpleten. Oprosti, morala bi reči Islamska republika. Vpletena v financiranje nekaterih tistih taborišč, ki smo jih videli proti izraelskih aktivnosti. In seveda je denar Katarja povsod v tej zadevi na Zahodu. Ampak ja, res je noro. Zahod je postal bolj proislamističen kot, veš, ljudje v Iranu. Ampak kaj misliš, kakšen bo Trumpov odziv na vse to? Misliš, da bomo videli povečanje vojaških aktivnosti? Nekaj takega se je že začelo. Vidim, da se je zadnji val pravkar končal. Islamska republika zdaj napada druge arabske države v Perzijskem zalivu. Mislim, da bo zagotovo več premikov, ko gre za prihod vojske. Skoraj kot da bi jih prisilili, da dejansko nekaj naredijo. Ker če boš nekaj rekel, potem to tudi naredi. Poskusili so večkrat, ampak bom rekla, da je to morda samo v moji glavi. Ali pa morda zveni kot teorija zarote, ali pa je bilo to morda celo del načrta. Do njega so dejansko večkrat poskušali izvesti atentat. To se je zgodilo. Ves svet je to videl. In vendar so rekli ne. To je laž. To je del tega. Tako da zdaj imate režim, ki vam dobesedno govori, da je vaša naloga zagotoviti, da ga ubijete. In še vedno bodo poskušali najti način, kako manipulirati situacijo in reči, no, ubili ste njihovega voditelja, tako da se vam to nekako izplača. Upam, da je načrt večji, kot lahko ve kdo na mojem nepomembnem položaju tam spodaj. Brez informacij, brez obveščevalnih podatkov, brez ničesar. Res pa upam, da bo to vzel dovolj resno, da ne bo šlo samo za to, da Irancem pomaga, da se počutijo varneje, ko zapustijo svoje domove in gredo na ulice. Ja. Ne smejo odnehati. Morali bi znova prevzeti oblast v Iranu, kakršnega si želijo. Ampak mislim tudi, da jih ne morejo več prestrašiti ali jih ustrahovati v karkoli. In še posebej zdaj, ko boste grozili lastnim civilistom, ki so proti vam, in jih uporabljali le za številčnost množice, ker veste, da vas nihče ne bo prišel napast. To je psihološko zelo izprijeno reči, ubili vas bomo. Torej, vzemi svoje črno sonce in pojdi stati v množico, ker potrebujemo številke. Oni jih uporabljajo tako, kot Hamas uporablja svoje civiliste kot živi ščit. Zato res upam, da bo nekaj naredil, ker ne gre samo za varnost in zaščito Bližnjega vzhoda in zagotavljanje tega. Ima veliko opraviti z Zahodom. Zahod je trenutno v tako globokih težavah. In ne bi mogla zaupati nikomur, ki bi prevzel vodilni položaj, ker se zdaj, kot ameriška državljanka, ne počutim več tako varno. Ne doma, ne v tujini. No, veš, obe sta izpostavili nekaj res zanimivega. In to je lažna izenačitev. No, vrhovni vodja je bil ubit, zato je vse dovoljeno. To vidim celo v komentarjih na družbenih omrežjih ljudi tukaj v Izraelu. No, mislim, saj smo odstranili njihovega vrhovnega vodjo. Ja, vrhovni vodja, ki je dobesedno vodja organizacije, ki jo ZDA, EU in številne druge države označujejo za teroristično, torej IRGC. To je terorist. Prav, ni samo duhovni vodja, ni samo politični vodja. Je terorist, ki ima na rokah kri 10 tisočev ljudi, pravzaprav 100 tisočev, če pogledamo na vojno med Iranom in Irakom, ima na rokah 100 tisoče življenj. Je brutalen divji diktator, ki si je zaslužil vse, kar ga je doletelo. Pravzaprav si zasluži še veliko hujše. Torej je primerjava smešna, ne glede na to, kaj si mislite o kateremkoli zahodnem voditelju. To ni isto. Govorimo o voditelju, ki nima nobene legitimnosti pri svojem ljudstvu. To je uveljavil s pomočjo nasilnega državnega udara. In to primerjate z demokratično izvoljenim voditeljem, ne glede na to, ali vam je ta oseba všeč ali ne, mislim, da je to nesmisel. Ob njem je Robert Mugabe videti kot res spoštovanja vreden človek. Ja, in to je že veliko.
Raven demoralizacije na Zahodu in kako so mediji ljudem tako rekoč pokvarili možgane. In res, to je šokantno. Res je šokantno. Že sama ideja, da bi enega tvojih sodržavljanov ugrabila teroristična organizacija kot organizacija, ki so jo ZDA označile za teroristično, in ti bi bil na strani teroristov, ki so ubili in ugrabili tvoje lastne državljane, samo zato, ker jim je bila odvzeta zemlja. Ta nori islamistični propagandni narativ, za katero vsi vemo, da je smešna. Dejstvo, da se ljudje še vedno oklepajo te zablode, je preprosto norost. Videli smo ljudi, ki so trgali plakate s talci. Ja, v redu. Mislim, eno je reči, v redu, sovražiš predsednika vlade ali predsednika. To so nedolžne ženske, dojenčki, dobesedno dojenčki, trgajo jih. To so ljudje. In veš, Bela, mi omenila si privilegije. Naj ti povem, kot najstarejša oseba tukaj za to mizo, ti lahko povem, da je ta privilegij preprosto ugaben. Ker če vzameš žensko gibanje kot primer, v mojih časih smo temu rekli ženska osvoboditev, ne feminizem. Ali pa, veš, Me Too. Največje hinavke so bile ženske, ki so se pritoževale nad položajem žensk. Ne pa nad ženskami po svetu, ki so to dejansko potrebovale. To so ženske, ki so hodile na Harvard in Princeton ter dobile vse, kar so si želele. Katerokoli službo so si zaželele. In Wanjam Rajo in Godrnajo, to je privilegij, to je Hollywood, to je akademski svet. Na svetu so ženske, še posebej v Islamski republiki in drugod, ki so resnično zatirane, zlorabljene in resnično trpijo pod zatiranjem. In tega ne vidite v Združenih narodih ali kjerkoli druge, da bi branili te ženske. Vse, kar slišite, je v Harveyju Weinsteinu in hollywoodskih zvezdnicah. No, čeprav mislim, da je grozen, kar se je zgodilo tistim ženskam v Hollywoodu, tega ne morete primerjati z ženskami, ki jih ustrelijo na ulici, ker imajo odkrite obraze. No, to je celoten sistem spolnega apartheida. Res je noro, kaj se tam dogaja. Ampak rada bi prišla do Gaze, ker smo rekli, da bomo vsak teden izpostavili zgodbo, ki ni v naslovnicah. In iz Gaze jih je res veliko. No, iz vse te regije, ampak še posebej iz Gaze. In ta teden smo videli, da se Hamas naj bi na nek način odpovedoval nadzoru, nekaj razpuščal nekaj na območju Gaze, da bi napredovali kot del tega odbora za mir, premirje, tovrstno premirje, ki že poteka. Jaz v to očitno nisem prepričana. Mislim, da gre za popolno zvijačo za olepšanje podobe Hamasa. Orožja se ne bodo odpovedali, to je očitno. In bili so zelo odločni, da orožja ne bodo predali, kar je seveda popolna kršitev pogojev premirja, ki jih je predlagal Donald Trump. Ruti, kakšno je tvoje mnenje o tem? Je to korak naprej? Je to nesmisel? To je popoln nesmisel. Dokler imajo oni nadzor nad orožjem, je vse ostalo navaden nesmisel. Ker pravijo, naj nekdo drug skrbi za odvoz smeti in davke ali karkoli že. Komunalne storitve, civilno življenje. Tako jim je še lažje nadzorovati orožje in ugotoviti, kako zgraditi več tunelov in ubiti več ljudi. Ne, to je popolna laž. In imenovati stvar v Gazi, odbor za mir, je bilo res tudi, veste, spet na Bližnjem vzhodu, ko slišite besedo mir, se morate skloniti. Prav? Tako da, ja, rekla bi, da je edini razlog za optimizem, ki ga imam ta. Vidimo, da je treba Hamas odvrniti. Zaenkrat vsekakor, ker nismo imeli raket. Izrael pa nadzoruje, rekla bi, 60% ozemlja. In če Izrael ne popusti in vztraja pri tem, kar mora narediti, vsakič, ko terorist dvigne glavo, potem bomo varnejši kot prej. Že zdaj smo varnejši, kot smo bili 6. oktobra 2023. Ampak spet, veste, ti zahodni sanjači, ki verjamejo, da je vse, kar morate narediti, ustvariti nek sistem, v katerem imate zmerneže. V palestinski oblasti ni palestinskih zmernežev. Prav palestinska oblast je vzgojila te otroke, da so postali pripadniki Hamasa in jim izplačuje nadomestila,
ko ubijajo jude, kristjane in neverne muslimane. Tako da, seveda, v to nimam nobenega zaupanja. No, veste, ena od stvari, o katerih zdaj govorijo glede meje, je, da želijo imeti pilotna območja, iz katerih bi se Izrael umaknil, podobno kot po vzoru libanonskega sporazuma. Razlika je v tem, da ima Libanon celotno suvereno državo, ki naj bi to uveljavljala, in vojsko, ki naj bi to uveljavljala. Mimogrede, ne našo. Govorim o libanonski vojski. Kaj se dogaja v Gazi? Kaj mislijo, da se bo zgodilo s tem predlogom? Mislim, meni se zdi to iluzorno. Mislim, da je odbor za mir pomemben, ker smo potrebovali neko mednarodno telo, ki je usklajeno z Zahodom. Združeni narodi so tako skorumpirani, da je že smešno. To je res ena velika šala. UNRWA, nekateri člani UNRWA so sodelovali pri dogodkih 7. oktobra in so imeli talce. In UNRWA je v bistvu požigalec, Hamas pa je bil ogenj. Zato mislim, da je bilo treba nekaj takega vzpostaviti, da bi pripravili nekakšen dolgoročen načrt za obvladovanje in deradikalizacijo ljudi tam. Mislim pa, da bo to nekaj, kar bo trajalo leta. Ja, zagotovo. Tukaj ni enostavnih rešitev. Ja, mislim, da si izpostavlja res zanimivo točko, in sicer, da obstaja fizična plat, za katero menim, da je nesmiselna in da v njej ne bodo uspešni. Ampak obstaja tudi vidik javnega vtisa. In to je zanimiva točka, ker na nek način odbor za mir odvzema moč Združenim narodom. In ta odvzema dostop do Gaze, nekakšen monopol, ki so ga imeli, za vse neumnosti, ki so jih UNRWA in druge agencije ZN počele znotraj Gaze, sodelovale s Hamasom, sodelovale s terorističnimi organizacijami, jim nudile kritje, kar jim zdaj precej otežuje delo. Tako da v tem pogledu to ni negativna stvar, je samo nezadostno. Bellamy, kaj misliš? Bellamy, kakšno je tvoje mnenje o odboru za mir? No, mislim, da mi je zelo všeč ideja, kaj odbor za mir trenutno predstavlja. In mislim, da, kot si pravkar rekla, skoraj da osvetljuje to laž o kvazi oko, afriškem otroku, ki teče naokoli s plačanim igralcem kot muha iz 90-ih. To je tisto, kar ljudje še vedno mislijo, da so Združeni narodi. In to nima nobene zveze s tem. Ker sem prepričana, da nekje v Afriki še vedno nekdo teče naokoli, ampak nihče ne ve, kaj se je zgodilo s tistim otrokom. Ker karkoli si porabila v Starbucksu za Smartwater za 99 centov, pa res veš, kam je šel ta denar. Tako da, ko gre za odbor za mir, imam vsaj dovolj spoštovanja do moških, ki so sploh lahko prišli na platformo iz držav, ki so zelo sporne in so to bile že dolgo časa, proti Zahodu in tako politično kot na vse mogoče načine, ker so se skoraj nagibali k terorizmu. Če veste, se bodo priklanjali terorizmu, stisnili bodo roke teroristom. Ampak zdaj, ko jim dejansko lahko nekaj daš in se odmakneš, te rečeš v redu, poglejmo, kdo si v resnici. Odgrnemo tančico, kdo si. Tako da jaz še vedno ne vem, kaj je odbor za mir. Mislim, da so vsi videti čudovito na sliki, ampak še vedno čakam. Ampak, ko gre za Gazo, mislim, da je to ena najboljših stvari, ki so se zgodile skoraj ne samo kot obliž, ampak resnica je prišla na dan. In za tiste, ki se odločijo še naprej živeti za njo, srečno. Mislim, ne vem, če obstaja način, da bi se to lahko spremenilo v nekaj, kar bi dejansko delovalo, brez polnega sodelovanja strani IDF, kar pa bi potem odtujilo nekatere ljudi, ki so bili do zdaj zraven. Tako da res ne vem, kako se bo to zgodilo brez, se veste, poskušajo vzpostaviti mednarodne sile ali karkoli že. Videli smo, kako učinkovite so te sile. Videli smo to v Libanonu z UNIFIL po milijardah dolarjev ameriških davkoplačevalcev. In videli smo to tudi pri drugih mednarodnih mirovnih silah in v drugih konfliktih. Nimam veliko zaupanja v to. In upam, da se motim. Kot pri večini stvari v zadnjem času bi bila navdušena, če bi se motila. Ampak bomo morali počakati in videti. Mislim, da bomo morali preprosto videti, kako se bo to odvijalo. Nisem zelo optimistična, ampak tam se zagotovo dogajajo zanimivi premiki. Ampak res želim preiti na naše barabe in junake. Naš najbolj priljubljen segment tukaj v oddaji The Quote. In vem, da začnemo z barabami kot običajno, ampak vem, da ima Daniel danes za nas prav posebno barabo. Izvoli. Sunny Hostin je pred kratkim razkrila, da jo pogled na ameriško zastavo spravlja v nelagodje.
Ampak ena zastava, ki je očitno ne spravlja v nelagodje, je palestinska zastava. Rekla sem, da so trenutki, ko pridem v neko skupnost in povsod vidim ameriške zastave in se nenadoma počutim ogroženo. Poglejmo si še enkrat. Sani je trdila, da je radikalizacija v podporo Hamasu na ameriških univerzah Ivy League preprosto protivojni protesti. Medtem ko so se otroci 2 leti oblačili kot džihadisti in vzklikali proti Fatahovi revoluciji. Branila je Javierja Bardema, ker je na podelitvi Oskarjev izjavil Svobodna Palestina. Bila je proti pridržanju in prihajajoči deportaciji Mahmuda Halila. Bila je celo proti temu, da bi ZDA in Izrael med 12-dnevno vojno uničili jedrske zmogljivosti IRGC. Želela je, da bi vsi to vedeli. Hamas je na koncu res vrnil telo Sherry Bibas, kot da je bila težava v času, ko je bilo telo odkupljeno nazaj v Izrael. Namesto dejstva, da so njo in njene otroke ugrabili in hladnokrvno ubili. Pri Sani je stalno nesorazmerno pravno preverjanje Benjamina Netanjahuja, zelo malo pa za Hamas, Hezbolah in Islamsko republiko. Celo trdila je, da imajo ženske v Iranu, ki živijo pod šeriatskim pravom, lažje kot temnopolti Američani. To je dejansko izjavila kot multimilionarka na televiziji. Na neki točki sem se začel spraševati, ali Sani Hostin to počne namenoma. Da to je njena služba, da širi ideološko agendo in demoralizira ameriško javnost. Namerno ali ne, učinek je enak. Gledalce spodbujajo, da ne zaupajo Ameriki, ne zaupajo Izraelu in vidijo Zahod kot glavnega zlobneža. In če bi bili Američani srečni, varni, hodili v cerkev in tempelj, živeli izpolnjujoča duhovna življenja, ne bi gledali oddaje The View. Zasvojeni z moralno paniko, histerijo in stresom, ki jim jih vsiljuje Sani Hostin. In ona bi bila nepomembna. Dobro opravljeno. Mislim, da so vsi, no ne vsi, Melissa je v redu, ampak oddaja The View je slaba. V redu, ja. Kaj pa pričakuješ od nekoga, katerega oče naj bi imel sužnje? Kaj? O čem pa govoriš? Ena od njenih prababic. Ja, bila je. Prednik uboga. Oče. Nekaj generacij. Nekaj v zvezi z družino, ki naj bi imela sužnje. Nekaj tam je res čudnega. Ima tudi dedka, ki je bil Jud, kar tudi sama omenja. Radi to počnejo, ja. To počnejo. Imam tudi temnopolte prijatelje. Da. Ja, točno tako. Točno tako. Bellamy, kdo je tvoj barabin ta teden? Moj odgovor je Rav Kana, ki je bil v Izraelu in je šel na Zahodni breg. In ne glede na to, kaj želite povedati o naseljencih, ki so prišli ven in ga domnevno pridržali, in ideja, da bi morali stopiti na njihovo stran, je način, kako je to izkoristil proti Izraelu. Moram vprašati, ali je prišel sem namenoma, da bi osvetlil, kaj to je in kaj pomeni biti na Bližnjem vzhodu. Ali je to nekdo, ki prikazuje obe strani spektra, ali pa nekdo, ki je prišel sem zgolj zato, da širi propagando in se nato vrne v ZDA. Kot nekdo, ki je za Palestino in proti Izraelu. In sem si mislila, utihni, stopi korak nazaj, ne naredi ničesar, ne reci ničesar. In potem se začela videvati videoposnetke, ki so se začeli pojavljati takoj, ko se je vrnil v ZDA, kjer je zdaj to njegova platforma, kjer govori o teh huliganih in o zlu, ki ga je videl v očeh tega 20-letnika in tega 21-letnika. V redu. Sababa, bil je problem. Ljudje bi morali odgovarjati za slabo vedenje. Nenehno boste naseljence imenovali na en način, jih demonizirali in vse ostalo. Zdaj pa ste šli še dlje in dehumanizirali Izraelce. Dehumanizirali ste Izraelce, ljudi, ki pravzaprav, ne glede na to, ali imajo prav ali ne, tega niste storili celotnemu narodu. In potem uporabiti svojo raso ali barvo polti in reči, kot rjava oseba, sem res prvič začutila, da sem kot rjava oseba. To občutila. Povzemam, oprosti, kaj? Najprej si demokratka. Torej, izpolnjuješ vse pogoje za vse, kar ti bo pomagalo pri predsedniški kandidaturi leta 2028. Torej, čestitke tebi, ker si ena najboljših barab in zdaj mi še potoži. Naslednjič, ko boš želela vedeti, kakšen je občutek biti rjave polti,
Se spomni, da si bila dejansko na enem mestu, kjer nisi bila manjšina. Si dojela? Ne. Zanimivo je tudi to, ker se je celoten škandal zgodil zato, ker je on namenoma sodeloval izključno s palestinsko organizatorko, da bi ustvaril takšno dramo. In palestinska vodička jih je namenoma peljala skozi to območje, kjer so jih ustavili, to je vojaško območje, kjer civilisti ne smejo biti. Ne Izraelci, ne Palestinci. Ni pomembno, kdo si. Tam ne smeš biti, razen če si vojska. Torej, to je bil pravi razlog, zakaj so jih ustavili. Ne odobravam vedenja naseljencev, obsojam ga. Vendar pa so jih v tem primeru ustavili zato, ker so čakali, da pride policija. Ker je vodička, in to je neposredno od policije, večkrat to storila. Tako je bilo znano, da je izvajal takšne provokacije, da bi povzročal težave. Potrebovali so približno 90 minut, da so prišli tja. Nihče ni bil pridržan, prav? Nihče. In nihče tudi ni bil aretiran. Po 90 minutah je vodička prejela opozorilo, zadnje opozorilo od policije glede takšnega ravnanja. Nato pa so nadaljevali svojo pot. Tako da je celoten cirkus, ki ga je Rokana uprizorila, preprosto smešen. Mislim, očitno je, da skuša na nek način voditi kampanjo in to je ogabno. Naj s tem, kar odide iz naše države. Obstaja toliko skrajno levih komunistov, kot so politiki in vplivneži, ki to počnejo. Hodijo na te majhne propagandne oglede s Palestinci na Zahodnem bregu in izmišljajo vse te zgodbe ter povzročajo težave. Ali pa grejo v najbolj krščansko, najbolj varno območje, tik na drugi strani zidu, prav v Betlehem. V Betlehemu in poskušajo prikazati, kot da je vse lepo. Poglejte, kako je tukaj lepo. In je tako, ali želiš iti v Nablus ali Jenin, kjer imajo vsi džihadisti ogromno teroristično infrastrukturo. To je noro, ja. Ja, tudi beseda pridržan spominja na intervju Tuckerja Carlsona z veleposlanikom Mikom Huckabejem na letališču Ben Gurion. Pridržani ste, vzeli so mi potni list, karkoli že je bilo. Rekel je nekaj nesmiselnega. Vsakeč, ko grem tja, so mi vzeli potni list. Zatiranje. Pridržana, ja. Mislim, veš, Prišla si narediti intervju in sploh nisi smela vstopiti v Izrael. Kaj je bil problem? Točno tako. pridržana. No, Ruthi, kdo je tvoj izmeček ta teden? No, če že govorimo o demokratih, ki poskušajo kandidirati na volitvah ali postati vodja demokratske stranke, še ena oseba, ki verjetno nima nobene možnosti. Rahm Emanuel, nekdanji župan Chicaga, nekdanji ameriški veleposlanik na Japonskem, nekdanji šef kabineta v Obamovi administraciji. Rahm Emanuel najprej. Ti si izmeček. In če uporabim besede predsednika Trumpa. Ker najprej izkoriščaš dejstvo, da je bil tvoj oče Izraelec in se je boril v izraelski vojni za neodvisnost, kot krinko za tvoje napade na Izrael, ki so protiizraelski in mejijo na antisemitizem. In prišel si na univerzo v Tel Avivu, kjer si imel govor, v katerem si rekel, da je Izrael teritorialni izobčenec in si divje napadel premierja Netanjahuja. Premier Netanjahu je naredil prvo, ne pa drugega. In kot neposredna posledica tega, podpora Izraelu po svetu strmo pada. Izgubili ste Evropo. Vaš največji gospodarski partner in trg. Ste znanstvenik. Soočate se z izključitvijo z mednarodnih konferenc in raziskovalnih mrež. Vaši umetniki in akademiki so izključeni iz razstav in srečanj. Leta 2022 je imelo 55% Američanov pozitiven odnos do Izraela. Danes je ta odstotek 37% in še pada. In med mladimi v Ameriki in Evropi, prihodnostjo obeh, je ta odstotek še nižji. Edini diplomatski uspeh, ki ste ga dosegli v zadnjih 3 letih, je Somaliland. Kot bi rekla moja babica, izgubili ste Ameriko, izgubili ste Evropo in dobili ste Somaliland. To pa je kupčija. Ampak smešno je bilo, to je največja ironija. Stopili ste na oder in rekli, povedala bom nekaj, kar vam morda ne bo všeč slišati.
Se šalite. Univerza v Tel Avivu, oni to radi slišijo. Govorite o levičarsko usmerjenih akademikih. Vedeli ste, da vas bodo tam lepo sprejeli. Zato mi ne prodajajte teh neumnosti o tem, kako ste pogumni, ker nekaj poveste. Poleg tega ste opisali odnose med Izraelom in ZDA, ki nikoli niso obstajali. Rekel je, da je že čas, da ZDA nehajo podpirati Izrael za vsako ceno. Vsak predsednik je samo slepo sledil Izraelu. To je nesmisel. Nikoli ni bilo tako. Niti pri Trumpu ne. Veš kaj? Pojdi k vragu. Ne, dobro povedano. Z vsako besedo se strinjam. Hotel sem ga za svojega barabina. Ja, res je. On je lahka tarča. Njegov govor je bil namenjen J Streetu. Ja. Bil je namenjen demokratskemu judovskemu establishmentu, ki še vedno bere New York Times, ki še vedno verjame v to, veš. Obstaja rešitev dveh držav. Ja. Ne, rekel je, rešitev z 23 državami. In na to opisal nekaj, kar je zvenelo nekoliko podobno Abrahamovim sporazumom. Mislim, moj. Ta tip in, seveda, veste, palestinska država, poleg te države in one države ter držav Arabske lige. To je nesmisel. Popoln nesmisel. In žalostno je, tako kot pri Roe, naši prijateljici Roe tam, da sta kulturna klima in demokratska stranka tako radikalizirani. Ena stvar, ki jih vse povezuje, je, da so proti Izraelu. In ideja, da če želiš uspeti na predizborih ali pa morda imeti priložnost leta 2028 postati predsednica, ja, to je tisto, kar moraš narediti. Ja. Mislim, da vzpostavljajo prav to, da je to tisto, kar moraš narediti, kar je zelo neumen precedens. In če pogledaš tako Rama Emanuela kot Roja Kano, sta nepomembna. Prav? Ram Emanuel ni predsedniški kandidat. Absurdno je, da mu je Kanal 12 sploh dal intervju. Tip ima v anketah med 0,01 in 1% podpore. Sploh ni niti med prvih 10 kandidatov. To je absurdno. Res je absurdno. In mi smo to nekako promovirali, ker smo mu dovolili, kot da je predsedniški kandidat. To je smešno. Ja. Popolnoma smešno. Na splošno mislim, da je zelo žalostno, da je demokratska stranka na točki, kjer ti kandidati, ki nimajo pojma in so v celotni enačbi večinoma nepomembni, menijo, da je to način za začetek svoje kampanje. To je noro. Ampak moj izmeček tedna je vplivnež, znan po tem, kar sam imenuje izboljševanje videza, streamer pravzaprav, ki se imenuje Klavikular. Mislim, da mu je pravo ime Braden Peters. In to je oseba, ki je nekako v zadnjih dneh našla pot v državo Izrael. Kljub temu, da je pred 6 meseci v klubu v Miamiju igral Heil Hitler, skupaj z Andrejem in Tristanom Tatom, Nikom Fuentesom in še nekaj drugimi zloglasnimi antisemiti, vključno s Stinkom. Torej ja, to ni dober človek. To ni dobra oseba. Njegova celotna identiteta in blagovna znamka temeljita na samopoškodovanju, vključno z uporabo kladiva na lastnem obrazu za izostritev kosti ter uporabo meta, da doseže želeno težo. Mislim, da je pred nekaj meseci celo doživel prevelik odmerek. Ima tudi veliko kazenskih ovadb. Obtožen je bil, dejansko je priznal krivdo, da je večkrat ustrelil žival med prenosom v živo. Očitno je bila žival že mrtva, vendar je to počel zaradi všečkov in ogledov, kot to pogosto počnejo ti streamerji. In potem so tu še najhujši prekrški, s katerimi je bil povezan. Ima kazenske ovadbe zaradi napada in pretepa 2 različnih žensk. In potem ima tudi še vedno odprto tožbo strani, no zdaj stara 18 let, ampak 16-letnico, ki naj bi jo domnevno omamil v živo na spletnem prenosu, ji vbrizgal neko raztopino za izgorevanje maščob in metamfetamin. Vsaj tako trdi tožba. In domnevno jo je tudi napil in posilil. Torej, to je to. In glede na vse to, bi si mislili, da takšna oseba morda, samo morda, ne bi smela biti nekdo, ki bi ga zagovorniki Izraela podpirali. Ampak motili bi se. Ker ta teden, ko je bil tukaj v Izraelu, je bilo nekaj, res majhna manjšina, a vseeno nekaj zagovornikov Izraela, ki so se odločili, da je nujno potrebno govoriti z njim, se srečati z njim in biti del njegovih prenosov, ker lahko dosežemo novo občinstvo. In ima toliko sledilcev. Zakaj se torej ne bi mu priliznili in postali njegovi najboljši prijatelji?
ker je nacist, nekesajoč se nacist, ki se ni opravičil za prav nič, zakaj je sploh v tej državi, je povsem drugo vprašanje. O tem bi lahko imeli celo razpravo. Ampak če pogledamo to situacijo, če pogledamo tega posameznika in način, kako govori o ženskah, o drugih manjšinah, o temnopolti skupnosti v Združenih državah, je to naravnost grozljivo. In izdajaš svoje vrednote, ko se postaviš na stran tega posameznika. On je popoln nič vrednež. Moral bi zapustiti to državo, če je še ni. Ne želimo te tukaj, ne maramo te, ne strinjamo se s tvojimi vrednotami. Za nič se nisi opravičil. In to tvoje pretvarjanje, kot da želiš samo obiskati Izrael in pokazati, da je to odličen kraj. To je raznolika država in tam je veliko privlačnih deklet, ker te zanima samo to. Ne nasedamo ti. Prav. Točno vemo, kdo si. Videli smo, kdo si. In nočemo te tukaj. Nasvidenje. To je moj izmeček tedna. Amen. Lahko bi govorila še dlje. Ampak vem, da je noro, ampak v ozadju je bilo tudi toliko manipulacij. Ja. In mislim, da bi to rada povedala judovskemu narodu. 3 tedne uporabljamo kot izgovor, da pometemo vse pod preprogo. Ne bi se smeli prepirati med seboj. Če že kaj, zakaj se sploh prepiramo? Težava prihaja od znotraj. Zato bi morali pogledati vase. Morali bi se ozreti navznoter, ker obstaja razlog, zakaj smo trenutno v obdobju žalovanja. Če resno mislimo to, kar govorimo, s tem dobesedno prinašamo toliko svetlobe, da bo Bejt Hamikdaš ponovno zgrajen. Moramo pogledati vase. Ker če so to naša morala in vrednote, da ljudem, kot so ti, pogrnemo rdečo preprogo, smo trenutno sami sebi največji problem. Absolutno. No, mislim, da veliko ljudi tega ni vedlo. Jaz nisem imel pojma. Mislil sem, da je samo nekakšen sluzast tip. Nisem vedel, nisem imel veliko teh informacij. Mislim, da veliko ljudi misli tako. Ne zavedajo se, kako resne so te obtožbe proti njemu, kako resna so njegova pretekla dejanja. Ampak stvar je v tem, da smo v nekaterih primerih, še posebej pri nekaterih vplivnežih, ki so se odločili povezati z njim, jim to povedali. Ja. Povedali smo jim vnaprej in vedeli so. O tem so potekali pogovori. In odločili so se, da se bodo javno povezali s to osebo. Mimogrede, na svojih prenosih v živo, medtem ko je bil tukaj v Izraelu, je poniževal in nespoštljivo govoril o izraelskih ženskah. Smejal se je njihovim telesom, kakšno telesno maščobo imajo, ali je nizka ali visoka. In kako bi rad šel z njimi za 5 sekund v kopalnico. Mislim, grozljivo je. Ne morem verjeti. Mislim, da nekateri ljudje sploh ne morejo dojeti, kako sociopatski so mnogi od teh vplivnežev tipa ameriški psiho. Kot te ljudje, ki so si ustvarjali ta čuden, nor svet, kjer je vse odvisno od klikov in počnejo te gnusne stvari. To je dobesedno tako, kot ko opisuješ to, si predstavljam Kristjana Bala v filmu Ameriški psiho, kot enega od teh privlačnih sociopatov. In bili so nagrajeni zaradi tega, kako strupena, ogabna in moralno zavržena je postala družba. Pravzaprav mislim, da nekateri ljudje tega sploh ne morejo dojeti. Ja. Sploh ne verjamejo, da je res. Težko je verjeti. Res je šokantno. Če bi mi nekdo to samo povedal in tega sama ne bi raziskala, bi tudi jaz rekla, v redu. Ampak kaj to sploh pomeni? Ker ljudje danes veliko govorijo. Ne, res je tako hudo. No, preden zaključimo, moramo seveda predstaviti naše junake. Mislim, da bom začela jaz. Ta teden imam še posebej pretresljivega junaka, ki si vsekakor zasluži veliko več časti kot le naziv junaka tedna. Ampak ameriški senator Lindsey Graham, ki je tragično in zelo nenadno preminil. Še ne poznamo vseh podrobnosti, a naj bi šlo za nenadno bolezen. Mislim, da je bila to srčni zastoj. Ampak Lindsey Graham je bil res močan, strasten in neomajen glas za ves Zahod. Od prvega dne je bil izjemen glede vprašanja Ukrajine. Brez zadržkov je stal ob strani Izraelu, veste, tako pred 7. oktobrom kot po 7. oktobru. Na vsakem koraku je bil ključni glas pri tem, da je od Bele hiše in administracije ljubeče in podporno, a tudi odločno terjal odgovornost. Ne, da bi popuščal svojim vrednotam. In mislim, da je najpomembneje to, kar mu je prineslo vzdevek Amu Lindsey, kar pomeni stric Lindsey v iranski skupnosti, da je bil najbolj izpostavljen glas v ameriškem kongresu za ljudi v Iranu.
To vprašanje je izpostavil več kot katerikoli drug član ameriškega kongresa. Bil je izjemno glasen glede pogovorov z iransko-ameriško skupnostjo in izpostavljanja njihovih vprašanj. Veste, od predsednika Združenih držav Amerike pa vse do vseh pod njim. In bil je zelo jasen glede Islamske republike Iran, kako bi se morali z njimi spoprijeti, česa ne bi smeli početi, vključno s sklepanjem dogovorov, ter o nujnosti, da se ta režim enkrat za vselej premaga. Zato mi je žal, da ni dočakal tega, da bi to videl. Vendar njegovo delo ni ostalo neopaženo. Pustil je izjemno zapuščino. In to zapuščino bomo še naprej ohranjali. In si prizadevati za močne, varne Združene države, močan, varen Izrael, močno, varno Ukrajino, boriti se za demokracije po vsem svetu in seveda za osvobojen Iran. Torej, Lindsey Graham, ti si moj junak tedna. Počivaj v miru. Bellamy, koga imaš za nas? Moj je malo nenavaden. In to rečem zato, ker bojo te besede zdaj prišle iz mojih ust. Egipt in Turčija. Ja, seveda, smo v segmentu o junakih. Ja. Ampak to so moji junaki. In zakaj? Zaradi doslednosti. Povedali so ti, kdo so. Še naprej ti bojo govorili, kdo so. In so zelo dosledni, korak za korakom, brez prestanka. Torej vsem kverom za Palestino, ko ste vsi vkrcali na križarko, poslušajte Patti LuPone, kako vam pripoveduje, kako čudovito je to. Za vsa potovanja, ki jih boste doživeli. Majhna pristanišča na Bližnjem vzhodu. Se vam ni niti enkrat utrnilo v mislih, da bi pomislili, počakaj, morda nam ne bodo dovolili vstopa? Ampak ne, povedali so vam in rekli so, ja, ne, hvala. In vi ste rekli, v redu je. Zdaj bomo šli v Egipt, kaj ne? Vsi smo razburjeni, ker so to ljudje na, veste, večnivojski flotili, kot ti pravimo v tem trenutku. Šli bomo v Egipt. Egipt potem reče ne. Torej, vsi ti čudoviti ljudje, ki tako zelo sovražijo Izrael, se notranje ne uprejo režimu in vsem drugim, bratstvu, ampak gredo proti Hamasu. Ne, še bolj vztrajajo pri tem, tako da krivijo Trumpa in administracijo. In način, kako se je svet spremenil znotraj v Ameriki, je tisto, kar jim je to omogočilo v mednarodnih vodah. Temu se reče Bližnji vzhod. In ves čas vam govorimo, da je bil en kraj, kjer bi lahko pristali tam. En kraj, kjer bi lahko bili to, kar ste. En kraj, kamor bi morali priti. In to je Izrael. Ampak vam toliko pomeni, da sovražite Izrael. Upam, da ste vsi uživali, ko ste se napili in razburili in ko vam je nena Patti LuPone pela uspavanko, ter vam govorila, kako neverjetni ste, ker vztrajate pri vsem, kar je proti vam in vas bo uničilo. Hvala Egipt in hvala Turčija. To je egiptovski način, kot ga vidimo na svetovnem prvenstvu. Nič ni nikoli njihova odgovornost. Vedno je kriv nekdo drug. Messi, cionist, Argentinci so Judi, sodniki so Judi, vsi so Judi. Daniel, kdo je tvoj junak ta teden? Moj junak ta teden je predsednik vlade Hrvaške Andrej Plenković. Pravzaprav sem hrvaški državljan, sem dvojni državljan, moj dedek je bil Hrvat. Moj oče je bil tudi državljan. Hotel sem ga samo posebej pohvaliti. Je eden najbolj proizraelskih voditeljev v Evropi. Res je stal ob Izraelu in to še vedno počne. Hrvaški parlament je zavrnil priznanje palestinske države, ker nočejo nagrajevati ugrabitev in umorov. In kako osvežujoče je to? A ne bi morale biti take stvari dejansko rešene z diplomacijo, ne pa z množičnimi umori in jemanjem talcev? Zahvaljujem se predsedniku vlade Hrvaške. Zaradi vas sem ponosen, da sem hrvaški državljan. Prav tako, ker na Hrvaškem resnično cenimo katolicizem. Torej, ideja, da bi bili na strani tistih, ki želijo uničiti vse naše svete kraje, kot sta cerkev Svetega groba in Marijin grob, je za nas nesprejemljiva. Hrvaško ljudstvo tega ne sprejema in res ni v balkanski naravi, da bi bili nacisti. Hrvaška je res država ribičev in kmetov, veste, to so res dobri,
preudarni, prizemljeni ljudje, enako velja za Srbijo. In zato sem se mu res želel zahvaliti. To je res dober junak. Da. To je odličen junak. Mislim, da želim vedeti, morala bi to izbrati za svojega junaka ali svojega barabina. Nisem niti prepričana katerega, ampak video Ane Kasparjan o Bosancih in Hercegovcih. Hotela sem te vprašati, ali so taki v Bosni, ali pa naj vprašam, ali so taki v Hercegovini, ker očitno sta to dve različni državi. Ki se združita, da bi se ukvarjali s športom. Seveda, ker tako deluje svetovno prvenstvo. Popolnoma. Ruti, kdo je tvoj junak? V redu, povem ti, kdo je moj junak. Ampak rada bi tudi povedala, zakaj je tako težko najti junake. In tako lahko vsak teden najdeš barabe. V redu, moj junak je Flavio Bolsonaro. Kandidira, da bi postal predsednik Brazilije. In volitve bodo oktobra, proti koncu oktobra. Prav tako pa se bližajo tudi izraelske volitve. On, za razliko od trenutnega predsednika Lule da Silve, ki je popolnoma proti Izraelu in za palestinsko državo, on priznava palestinsko državo. Rekel je, da je Izrael zagrešil genocid v Gazi. Izrekel je vse običajne, gnusne stvari. Je socialist, je izmeček. In tukaj prihaja eden od Bolsonarovih sinov, čigar oče je bil predsednik Brazilije v 2 različnih mandatih. Tako je dal intervju. Flavio je ta teden dal intervju za izraelski kanal 14. In bil je tako očarljiv in tako vesel. In rekel je, vedno bom stal ob strani Izraelu. In če bom izvoljen, ne bom le preselil veleposlaništva v Jeruzalem, ampak bom razširil naše sodelovanje z Izraelom na vse možne načine. Bi v celoti obnovili diplomatske in vojaške vezi Brazilije z Izraelom? Ne bom se le odzival na te odnose, ampak jih bom tudi krepil. Ali ste še vedno zavezani selitvi brazilskega veleposlaništva v Jeruzalem? Da, takoj na začetku vlade, takoj ko bom lahko, nameravam nadaljevati to, kar je začel predsednik Jair Bolsonaro. No, to je čudovito videti. In zdi se, da se zdaj v Latinski Ameriki dogaja nekakšna renesansa. Ne gre več samo za Argentino. Vse te države spreminjajo smer, kar je dobro in zelo v njihovo korist. To je eden od razlogov, zakaj mi je težko najti junaka. In povem ti zakaj. Mislim, da je res žalostno, da nekoga, ki naredi pravo stvar, imenujemo junak. Seveda obstajajo pravi junaki, obstajajo vojni junaki, obstajajo ljudje, ki tečejo v goreče stavbe, da bi rešili druge in so junaki. Težava je v tem, da če danes nekdo zagovarja nekaj, kar je prav in bi moralo biti samo po sebi umevno, ga moramo imenovati junak. In zato mi je ta izraz neprijeten. In vendar je toliko barab, ja. Res je. In zelo dobra točka. Ni redko, da pridemo v studio snemati oddajo in rečemo, kdo naj bo moj junak. Ja, torej popolnoma prav imaš. Zunaj je zloben svet. Je. Ampak delamo vse, kar lahko, da ga naredimo malo bolj pozitivnega. Ja. Imamo drug drugega. Ja. Moramo zaključiti, vendar se želim zahvaliti vsem, ki ste spremljali The Quad na JNS. In kot vedno, se vidimo spet naslednji teden.